Pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci, kjer želimo predstaviti področje dela notranjih zadev, glede na to, da v teh dneh poteka eno leto, odkar je prisegla nova vlada, se pravi 21.11. bo natančno eno leto. Koalicija in seveda s tem ministrica Kresalova so si v načrtu koalicijskega sporazuma, pogodbi, zadali nekaj obljub povezanih z področjem dela notranjega ministrstva. Pri tem so na prvo mesto postavili področje tako imenovane krepitve operativne avtonomije policije. Sicer je dokaj nejasno napisano, kaj to pomeni in kaj si potem predstavljajo. Navedli pa so, da bodo spremenili zakon o policiji, ki bo prispeval k večji operativni avtonomiji policije. Jasno je treba povedati, da v času prejšnje vlade, ko sem bil sam minister, ni prihajalo do nobenih sprememb zakona, kjer bi se kakorkoli krnila avtonomija policije, tako da je policija delovala avtonomno. Nekateri ukrepi, ki pa jih je sedaj sprejela nova vlada, pa nedvoumno prispevajo k temu, da se operativna sposobnost policije manjša. Pri tem je treba seveda navesti, da je prva sprememba bil način izbora generalnega direktorja. Tukaj veste sami, koliko zapletov je bilo, kaj se je dogajalo. Skratka, na kratko, policija je bila več mesecev brez generalnega direktorja policije, popolnoma brez potrebe in seveda pri tem se nam je seveda dogajalo to, da se je cel sistem ukvarjal sam seboj. Tudi po nastopu novega generalnega direktorja, brez javnega razpisa, brez nekaterih inštrumentov, ki so prej bili prisotni, se nadaljuje ukvarjanje sistema samega seboj. Zakaj? Preprosto se znotraj ministrstva in policije že nekaj mesecev pogovarjajo o spremembah sistemizacije, o združevanju služb in tako dalje. To v praksi pomeni, da seveda policija in ostale službe imajo veliko manj časa, da bi se ukvarjale z operativnimi zadevami, za katere so si tako močno prizadevali, da jih bi povečali. Z samo reorganizacijo policije bo pa in ministrstva bo pa policija in direktor policije izgubil nekatere pomembne pristojnosti na področju kadrovskem, predvsem tem, in seveda tudi na finančnem ter logističnem. Zakaj je kadrovsko področje lahko v neki točki tako problematično? Zato, ker sedaj direktor policije recimo imenuje brez soglasja ministra ali ministrstva nekega komandirja neke policijske postaje in to naroči šefu kadrovske službe. Ko bo kadrovska služba pod ministrstvom, bo lahko takšno naročilo še vedno dal, vendar šef bo odgovoren generalnemu sekretarju, državnemu ministru in če ministrica tega ne bo dovolila, do takšnega imenovanja ne bo prišlo in lahko pride do zelo neprijetnih situacij. Tudi nekateri dogodki, ki se dogajajo v zadnjih dneh, mislim, da so lahko spodbojeni z nekaterimi postopki, ki jih je ministrstvo in policija naredila v zadnjem letu. Kot veste, so v začetku leta prav na hitro ponovno zaposlili policista, ki je grozil prejšnjemu predsedniku vlade. To je tak zelo neprijeten signal, ki ga dobi družba, da se lahko najvišjemu predstavniku oblasti v državi grozi, se ga izključi iz službe, oziroma se ga da iz službe zaradi postopkov, ki so peljali proti njemu in potem dobi službo nazaj in se njegova karijera nadaljuje. Potem se pa čudimo, ko vidimo, da se nam pojavljajo bombni napadi, da imamo vedno več eksplodiranih sredstev, ki jih nastavljajo pred druge pomembne inštitucije, bodisi pred sodišča, bodisi pred sodnike, policijske uprave, policijske postaje. Seveda, kriminalci lahko oddaleč gledajo signal. Vlada sprejema nazaj v svoje vrste, v vrste policije, nekoga, ki grozi predsedniku vlade in to ni nič narobe, če grozimo in seveda tudi, če to grožnjo podkrepimo s kakšno bombo ali eksplozivom. In to se nam vedno bolj dogaja, kar je seveda izredno žalostno. Naslednja stvar, ki bi jo želel pri policiji tudi izpostaviti in pri delu ministrstva, je varnost na cestah. Kot veste, smo lani sprejeli zakon, ki je bil izredno učinkovit. Opozicija je bila odločno proti sprejetju takšnega zakona. Poostrili smo nekatere sankcije in poskušali umakniti čim več vinjenih voznikov z cest ter preprečiti morijo na slovenskih cestah. Pri tem je bilo
delo uspešno, policisti so bili več na cestah, namreč samo zakon ni dovolj. Potrebna je prisotnost policistov na cestah in v lanskem letu je bila nabavljena tudi oprema, s katero so policisti patrolirali tudi po avtocestah, regionalnih cestah in bili posebej opremljeni za posebne vrste prekrškov. V letošnjem letu je teh vozil zelo malo, sedaj v zadnjem mesecu lahko na veliko poslušamo, kako delajo posebne akcije. Te akcije bi morale potekati ves čas. Dogaja se nam pa praktično to, da država in policija ne izvaja vsega, kar bi lahko, ob enakem številu policistov, ki jih ima na razpolago. Hkrati pa seveda ne zagotavlja nekaterih preventivnih akcij, ki bi jih lahko. Recimo eden od mojih predlogov, ki bi jih vlada, če bi seveda še vedno naša vlada obstajala, izpeljala, je ta, da bi vsem voznikom začetnikom plačala država tečaj varne vožnje. S tem bistveno povečali znanje nekoga, ki naredi izpit in seveda izpita fizično ne bi mogel dobiti, dokler ne bi po upravljenem izpitu opravil še tečaja varne vožnje v obsegu 1 ali 2 dnevov in s tem seveda bistveno prispeval k varnosti, samo brošure seveda ne morejo prispevati k temu. Pred mesecem, nekaj več kot mesecem, smo bili priča tragični nesreči na slovenski avtocesti, kjer so ugasnila 3 mlada življenja. Takrat je bilo slišati z vrst ministrstva in policije neke spodbudne napovedi, kako bodo ukrepali. Mesecu dni niso bili v stanju pripraviti kakršnega koli zakonskega predloga, ki bi spremenil stanje, ki ga imamo. In osebno menim, da se v mesecu dni da narediti predlog zakona, v katerem bi okarakterizirali prometne nesreče s smrtnim izidom, ki jih povzroči vinjen voznik kot kaznivo dejanje in po možnosti bi lahko to zaostrili s tem, da ni možne pogojne kazni, ampak samo zaporna kazni. Gre za umor. Nekdo v vinjenem stanju umori nekoga drugega, zato pač uporabi sredstvo avtomobil, ne pa pištole ali pa česa drugega. In to bi vlada lahko naredila zelo, zelo na hitro in mislim, da ne bi bilo nobenega odpora v parlamentu proti takšnemu načinu obravnavanja takšnih sedaj prekrškov. Koalicija je tudi obljubila, da bo proučila možnost ustanovitve posebne finančne policije. Dejali so, da bodo proučili možnost. Jaz nisem videl v enem letu nobenega dokumenta, ki bi jasno prikazal, kako so to proučevali in zakaj se niso odločili za takšen postopek, o katerem je seveda bi bilo potrebno še zelo veliko razpravljati ter pravilno umestiti takšno zadevo. Hkrati pa je ministrica zelo vehementno napovedala in vse priprave v policiji tečejo v to smer, da se ustanovi tako imenovani slovenski FBI, za katerega bodo mimogrede najeli novo stavbo, katere graditelj je eno od znanih slovenskih podjetij, investitor pa znani prijatelj partnerja od ministrice Kresalove, ki je mimogrede kupil po zelo ugodni ceni stanovanja na Obali. Tukaj gre za očitne povezave, ki mečejo slabo luč. Seveda, delovna skupina, ki pripravlja ta slovenski FBI, je tako velika, kot bo število pripadnikov te enote in z umikom najboljših kriminalistov s terena v to enoto, ki se bo ukvarjalo z nekim oskim segmentom kaznivih dejanj, bo se dodatno oslabila sposobnost kriminalistične službe na terenu preiskovati kazniva dejanja. Kriminalistična služba mora preiskovati vsa dejanja in še posebej seveda tista, ki so povezana s korupcijo in gospodarskim kriminalom. Ne pa samo s tem. Bojim se, da si ministrica, predvsem pa LDS, preko takšne organizacije zagotavljajo vpliv na delovanje takšnega organa, kar je seveda nesprejemljivo.